Koša folk in dobrodošli v nov YouTube video. Dobrodošli v prvo epizodo Road to Show serije. Končno začenjamo to serijo, ki predstavlja začetek mojih priprav za moj prvi neti bodybuilding show. Po še kar dolgem, ampak osebno mislim, da kar uspešnem bulku je zdaj čas, da se začnejo priprave za moj prvi bodybuilding show, natural bodybuilding show. Ful se veselim tega začetka, ful se veselim pač celotne poti, ki je pred mano, celotnega procesa. Zdaj bomo videli, če se bom veselil procesa tudi, ko bom globoko v njemu, ko ne bom imel hrane, ko bom delal milijon ur kardija na dan, ampak mislim, da je vse to del tega experienca bodybuilding showa. Tako da ja, gremo malo povedati o tem bodybuilding show, da vam povem kako in kaj. Prvo par stvari glede serije. Road to Show serija bo v stilu neke beležke za celoten ta proces, v katerem vam bom pač res iz tedna v teden kazal ta proces na čim bolj realističen, čim bolj normalen, čim bolj spontan način, ko poteka ta proces. To je pač popolnoma nova stvar na mojem channelu, nova stvar zame, ker to prvič delam. In ja, skozi celoten ta proces pač hočem kazati pozitivne stvari tega, negativne stvari tega, o tem procesu, o svojemu telesu, o samemu sebi, tudi skozi videe dajati čim več znanja, čim več informacij vam, ki to gledate. Proces, kjer bojo sponi, kjer bojo padci, ker v tašem procesu sigurno pride tudi do težkih trenutkov, ampak mislim, da v okolju, v katerem sem, je zelo pozitivno, tako da bo vse na koncu dobro delovalo. Zdaj pa gremo na show. Torej, kje bom tekmoval? V kateri federaciji? Torej, zbral sem si, se bom dal tukaj slike. V glavnem, zbral sem si PNBA oziroma INBA federacijo. To je pač ena izmed največjih federacij za naravne bodybuilderje, za naraven bodybuilding. Za pa priti sploh do katerekoli od teh tekme tukaj v Evropi, se ti moraš prvo kvalificirati. Tako da jaz bom tekmoval v njihovi italijanski podružnici, in sicer NBFI. V glavnem, tukaj je roadmap vseh letošnjih tekem, ki so potem povezane z temi glavnimi evropskimi, in potem tudi na koncu tukaj vidite The Natural Olympia, kar je pač svetovno tekmovanje znotraj te federacije. Zdaj, katero tekmo sem jaz zbral? Torej, potek teh tekem je, če si dober, če se dobro pozicioniraš. V glavnem, jaz sem izbral tisto tekmo, ki vidite začetek septembra v Milanu. To je Grand Prix tekma, kot piše, to je v bistvu regionalna tekma. Po pravilniku, če ne vem, če sem prebral pravilno, če sem top 5 znotraj svoje kategorije, in o svoji kategoriji ko končam to, bom povedal. Če sem top 5 znotraj svoje kategorije, lahko potem nadaljujem na naslednje tekmovanje, ki je tisto na začetku oktobra, in to je državno tekmovanje, v katerih se kvalificirajo vsi skozi vse te Grand Prix tekme, regionalne tekme, in potem tam pač nastopaš proti vsem tem. Tam potem, če pridem top 3, sem potem kvalificiran na tiste naslednje dve tekme, ki pa so evropske. Torej, evropsko prvenstvo na Danskem ali Mr. Universe v Budimpešti. Zdaj, moj cilj, moja vizualizacija, stvar, na katero mislim, je pač zmaga. Zmaga. Bolj izkušeni ljudi v bodybuildingu mi bojo rekli, za to tvojo prvo tekmo to ni realistična stvar. Ne stoj pričakovati preveč, ker boš mogoče potem pač kakorkoli. In jaz, torej bodybuilding ni stvar kot nogomet, kjer ti greš na igrišče in je tekma in se lahko marsikaj zgodi. Bodybuilding je stvar, ki je odvisna od tebe, ampak ni odvisna od tebe. Ker ti na dan bodybuilding tekme ne veš, kdo bo prišel na oder s tabo, ne veš, koliko časa on trenira, če je več od tebe, če je manj od tebe, ne veš, kakšna pač genetika je od vseh različna. Ne veš, kaj se bo zgodilo, ampak jaz bom ta prep dal skozi z mentaliteto, da hočem biti prvi, z mentaliteto, da hočem zmagati in da hočem v tem roadmapu priti čisto do konca, do tekme v Budimpešti, ki pa je Mr. Universe, evropski Mr. Universe, oziroma celo, mislim, da edini Mr. Universe celotne PNBA in NBA federacije, kar je kar huge, no?
tam se načeloma lahko potegujem tudi za neti pro kar. Jaz v glavi ciljam na zmago, vedno, kakorkoli, hočem biti najboljši. To je glavna stvar. Torej, jaz bom delal na sebi, da prinesem čim boljšo, kolikor je to le možno za prvo tekmo v formo, izgled, polnost mišic, posing in tako naprej. In o vseh teh stvareh pač bom govoril in se bomo učili skozi celoten proces te serije, skozi celoten prep. Gremo zdaj malo glede kategorije. Tekmoval bom v Classic Physique kategoriji. Všeč mi je bilo v tem primeru, torej kot smo rekli, to je italijanska podružnica. Torej za Italijane imajo pač razdeljeno. Torej Italijani tekmujejo z Italijani, tisti, ki nimajo italijanskega državljanstva, pa tekmujejo med sabo. Tako da kdorkoli lahko pride iz Francije, iz Španije, iz Nemčije, iz kjerkoli. Torej je pač prav international kategorija. Italijani imajo tudi vse tiste podkategorije za Classic Physique. Za junior, za novice, true novice in tako naprej. Mene te podkategorije sem tudi vesel, ker v international je Classic Physique international. That's it. Vsi v istem kupu, to je to. Ne glede na starost, višino, kilažo, lahko nas razdelijo, če nas je, se mi zdi po pravilniku, več kot 10, nas potem razdelijo glede na višino, kar je normalno, ne na visoke, na nizke. Ampak načeloma ni podkategorij in to je meni všeč. Jaz ciljam na ta overall, na absolutno zmago. Bi se reklo, vse te kategorije, ki so narejene v bodybuildingu, v vseh federacijah, samo za pobirati neke medalje, pač mene me to res ne zanima. Pač meni je to, če sem malo nesramen, meni je to delusional. Jaz grem tam for the big prize, for the big medal, for the big trophy in če pač ga ne dobim, bom vedel, da sem se vsaj boril za največjo stvar, ker me pač samo to zanima. To je to glede tekme, to je to glede kategorije. In mislim, da glede govorjenja za vnaprej je to dovolj. Vse ostale stvari bojo pač prihajale sproti z epizodami. Gremo zdaj o tem, kar se je že spremenilo, kar se je zgodilo. Jaz sem začel prep en teden nazaj, od tega, ker snemam danes. Prva sprememba, torej kilaža je tukaj, kot ste videli, 97,7. Glede kilaže, če predvidevam, kje bom cca on stage, prejšnji cut sem z tistim izgledom bil nekje 81 kg. Iz tistega izgleda menim, da bi mogel izgubiti še 4, 5, 6 kg, da bi bil res stage lean, stage ready, ker tisto ni bilo niti približno. Stage lean, stage ready in tam bi bil recimo okoli 75, 76. Če gledam, da sem v tem bulku, če upoštevam, da je na prvi bulk pridobil približno 3-4 kg čiste mišične mase, lahko približno predvidevam, da bo stage weight nekje 78, 79. Ne bom šel na to, da bom hotel biti čim večji, ker v natural federacijah je pač važno, da si zrezan do kosti. Pač do kosti. Jaz vem, da imam še kar kvalitetne mišične mase, ampak to se bo videlo, koliko je realno imam, ko bom prišel do tiste stage definicije in to govorimo o zelo nizkih deležih telesne maščobe, koliko je pač naravno možno. Prve spremembe, kakšne so bile spremembe narejene. Začetek prepa sem začel agresivno, ker imam že pač ful podatkov iz tega prvega kata, ko se mi prvi mesec basically sploh ni spreminjala kilaža, ko sem delal tisti kat. Tako da na začetku je tudi čas za iti najbolj agresivno, ker je na začetku tudi najbolj telo odprto k temu, da izgublja telesno maščobo. Ko si ti globoko v nekem prepu, na koncu, če postaješ agresiven z nižanjem hrane, ki je itak nimaš, je potem telo pripravljeno dosti bolj izgubljati mišično maso, kot pa tisti zadnji sloj maščobe. Če je čas za iti agresivno, je to na začetku in prav zato sem naredil prvo spremembo takoj 800 kalorij dol, torej iz mojih 5000 sem šel na 4200 na dneve s treningom in iz 4000 na 3600, 3500 na rest dayse. Tako da full day of eatingi pač itak prihajajo sproti. Če grem pogledat samo naprimer zdaj kakšen dan, kakšni so bili makroti približno. Evo, včeraj, ki sem imel trening, je bilo 4150 kalorij, 217 gramov beljakovin, 656 gramov ogljikovih hidratov in 70 gramov maščob. Tako da to je to glede prehrane, glede kardija, neka nizka, ampak normalna začetna točka, ki se bo postopoma
itak višala. Na rest day se imam 30 minut, na upper body day se 15 minut in na leg day po treningu ne delam kardija. Tako da to je to glede kardija in potem še glede treninga. Je edina stvar, ki se ne bo spreminjala v tem prepu. Mogoče zadnja 2 tedna se bo pač intenziteta, volumen malo, oziroma v peak weeku sigurno se bo to olajšalo, malo zmanjšalo, ampak skozi celoten prep se ne bo nič spreminjalo. Način treniranja bo isti. Glavna stvar skozi celoten prep je, da jaz zadržim čim več moči. To je glavni cilj skozi celoten prep in skozi treniranje. Intenziteta bo ista, način treniranja bo isti, rep range bojo isti, ko bo telesna kilaža začela padati, ko bo vedno manj maščob na mojem telesu, okoli mojih sklepov in kosti, bo pač to glavni mission. Zadržati čim več moči, ker to potem pomeni, da če delaš vse pravilno, boš tudi zadržal največ mišične mase. Kaj še zapovedati? Ja, lahko povem to, da začel sem prep 26 tednov, torej 26 weeks out do tekme. Danes, ki to snemam, je pač 25 weeks out. Zakaj toliko prej? Večinoma, ko gledate kakšne bodybuilderje, je to dosti manj časa. Prva stvar je to, da sem natural, tako da ta postopek mora potekati zelo počasneje, ker seveda nimam posebnih dodatkov, ki bi mi pomagali pri zadrževanju mišične mase in je zato na kakšen način izgubljam kilažo zelo pomembno, da to nekako čim bolj postopoma, kot je možno, izgubljam. Tako da evo, jaz mislim, da sem govoril še preveč, ampak prva epizoda neke nove serije je vedno tašna bolj uvodna. Tukaj bi zdaj res potreboval vašo podporo, dvignemo vse skupaj na tem YouTube channelu, ker menim, da bo to pač največja in najpomembnejša serija tega YouTube channela. Sigurno bo pač najpomembnejša stvar do zdaj, kar bom naredil na tem YouTube channelu. Tako da tukaj res rabim vsak like, vsak share, vsak comment, vsak subscribe, vsak ogled. Spusti like, subscribaj se na channel, zelo malo nam manjka do 6000. Danes treniram hrbet, torej danes je tisti only back workout, fokusiran bolj na upper back. Tako da se vidimo direktno, ko si pripravljam pre-workout in pa intra-workout. Evo ga, folk, kot rečeno, začenjamo pre-workout, intra-workout, ste videli doma 50 gramov intra-workouta, cluster dextrina in pa Thor Steam Free, kot vedno Koda Max 5 za 5% odpusta in za meni direktno podpret. Začnemo z našim treningom, fokusiran na upper back. Oba dva treninga hrbta začnem z unilateral pulloversi, da res dobro segrejem lece, da dobro segrejem ramena in potem gremo na lat pull downe za upper back focus. In potem izvajam vajo. Danes je malo krajši trening, ker je res samo upper back. Tako da gremo. Bomo začeli z cable row za upper back, s tem širokim prijemom, neutralnim. Bom namesto lat pull downu, ki so pač zasedeni, tako da bomo samo zamenjali te dve vaje. Ta bi mogla biti četrta, tako da bo zdaj druga. Zato prvo vajo za upper back mi je res pomembno, da imam eno vajo, ki res ful dobro začutim upper back, ker potem naslednja vaja so barbell rowsi, tako da tam mora biti že mind to muscle dober, tako da gremo.
zadnja vaja in sicer bomo šli na tem smeh mašinu delati za trepse. Kar sem pa hotel reči, danes na meni zelo, zelo poseben kos oblačila. For my future oversized hoodie. Po dolgem času, ki govorimo, da bo prišel, it's finally here. The perfect oversized hoodie you need for the gym. Drop številka 3 od For my Future bo 23. marca. Oziroma od takrat, ko jo uploadam ta video, to soboto ob 11. na prvem linku v descriptionu. Pofollowaj nas, oziroma For my Future na Instagramu, če še nisi. In če hočeš si vzeti en zelo, zelo dober hoodie, prečekiraj, podpri For my Future. Ok, trening zaključen. Post-worki, cornflakes z notri zlitim mojim šejkom. V šejku riževo mleko, riževe beljakovine, borovnice in pa banana. Tako da evo ga, prišli smo do konca prve epizode nove serije Road to Show. Če ti je video bil všeč, podpri video, podpri celotno serijo z lajkom. Vedno rečem, da je pomembno, ampak zdaj za začetek te serije bi vas res prosil, da spustite čim več lajkov, čim več komentarjev. Če si prišla do konca tega YouTube videa, v komentarje dropaj karkoli predstavlja za te bodybuilding, dropaj in the comments. Še enkrat folk, the best hoodie in the game, For my Future oversized hoodie, 23. marec oziroma ta sobota ob 11. na moji spletni strani bo online. Evo ga, to je to od mene folk za ta YouTube video in se vidimo naslednjo sredo ob 6. v novem YouTube videu. Peace.